Evo, tokrat teza oziroma ena taka nepreverjena resnica, da naj bi mladi manj seksali, kot so to počele generacije nekoč. Ne? Kot naši predniki. Ja, že mojemu fotru se je zdel, da je on absolutno bil bistveno bolj to pogledno aktiven, kot sem jaz. Skratka, količina časa, ki jo ljudje, sploh pa mladi, namenjajo seksu, kažejo raziskave, s časom pada. To je en tak verjetno zgnetek mnogih dejavnikov, ne bioloških, socialnih, ekoloških, kulturnih, popkulturnih in morda celo evolucijskih. Ne? Ja, eni pravijo, da smo desenzibilirani. Kako se reče? Desenzibilizirani. No, to, kar si ti rekel. Ja. In da smo to vsled neskončnega toka porno vsebin, drugi pravijo, da nam slabo predelana in še slabše pridelana hrana nekako uničuje hormonsko sliko. Ne? Ja, kultura udobja in neke egoistične samopotešitve nam dopoveduje, da je seks tvegan, ne, to ne. Kar lahko, ker seveda lahko vodi v otroke in posledično v konc lajfa, za katerega si se rodil. Ne. Mogoče gre pa za odziv narave ali pa celo intervencijo Boga. Samo regulacijo populacije, ne, vse je možno. Ne. Zdi se mi, Miha, da mogoče vse mičkeno pretiravaš. Namenoma. Ja, mogoče namenoma, ampak vseeno, Luka je mlade Ljubljančane vsled tega povprašal. Da dobimo neko sliko. Kolikokrat na teden pa naj bi seksal nek povprečen 25-letnik? 2-krat. Ja, meni se zdi kar optimistično to. 2-krat. Če ima punco, ajde 3-krat. In če je nima? 0-krat. 2 do 3. Največ, po mojem 4. Kaj se? Večkrat kot jaz. 1,73. 2-krat, če ima punco, pa 3-krat. To je lepo. Torej nek tak zdrav interval, ne? Od 1,7 do 4, če imaš seveda do spolnosti aktiven dostop, pravi ulica. Ne? Ja. To je nekje enkrat na 2 dni. Meni se to ne zdi tako zelo malo. Ne? Jaz ne bom sodil, ne, ker sem dejansko, kar zadeva to aktivnost, tudi letom primerno zatonil. Ne. Ja. Ampak v svojih cajtih se ti zdi enkrat na 2 dni malo ali ne spet tako malo? Mislim, vse nismo otroci, ne. Vsi vemo, da ta stvar variira, ne. Od začetne vneme do... Ja. A veš, potem so pa ena taka nihanja, ki so spet splet prenekaterih okoliščin. Tako. Okay, ampak ja, seveda si pa zdaj kot glasnik starejše generacije domišljam, ne, da smo pa včasih 7-krat na dan in to v snegu, 70 centimetrov, ne, kar je seveda nabijanje. Ne. No in ravno zaradi tega je Luka v bistvu vprašal še naslednje vprašanje. So včasih res toliko več seksali naši stari? Ja. Ne. Ja. Se mi zdi, da ne. Ja, mogoče pa. Vsi so imeli več cajt. Ja, spet neka zdrava demokracija. 4-3 za ja. Ja. Študije kažejo, da količina partnerskega seksa vseh pojavnosti od penetrativnega do tistega, ki to ni s časom pada, pravzaprav pada tudi nepartnerski seks, kar pomeni, da so tudi manualne prakse potešitve mesenega cepetca očitno pa se. Ja, in v bistvu, ker imamo midva ravno toliko pojma, kolikor se nama da googlati, sva v goste poklicala dejanskega strokovnjaka. Tim Prezelj je mladi raziskovalec na Biološkem inštitutu in lahko bi rekla eden najbolj priznanih seksologov v naši državi. Tim, živijo. To je overrated po mojem, ampak ok, hvala. Ne. Slišali smo te v bistvu že v Katjini Rožni dolini in ker sta bila tam tako super simpatična in carska. Ja, priporočamo vsem v posluh, ne, če še niste slišali. Ja, priporočamo, absolutno. Rožnata dolina, gost Tim Prezelj, ne. Tako. In v bistvu vsled tega sva se odločila, da te povabiva tudi sem, da nama v bistvu razložiš, kaj se dogaja, ne. V kolikšni meri, dajmo začeti čisto na začetku, ne, s to predpostavko oziroma tezo oziroma uveljavljanjem, pa tudi že z raziskavami podprtim mnenjem, da mladi manj seksajo, kolega, kot naši očetje pa matere. Ja, zdaj to je zelo tudi kulturno pogojen fenomen, ne, tako da pač te raziskave je težko zdaj tako posplošiti kar na cel svet oziroma prenašati iz enega kulturnega okolja od drugega, ne, in zelo veliko teh raziskav je bilo narejenih predvsem v ZDA, ne. Hkrati pa pač seveda imamo primere tudi drugih okolja, ne, da ne bo pomote, da zdaj gre samo za ZDA, ki se s tem področjem ukvarjajo, ampak ja, te trendi kažejo nekako, da je pač mislim, da pogostost ali pa frekvenca spolnih odnosov takih in drugačnih na nek način padajo. Zdaj, kako pa to razložiti, je pa pač nekako težko, oziroma ne moramo tega zdaj zreducirati na en sam faktor.
Zdaj, gotovo v bistvu na to vpliva pač tudi digitalizacija oziroma nekak pojavnost in okupiranost posameznikov z digitalnimi vsebinami. Zdaj, Kak način? To pomeni, da nimamo več časa, volje, oziroma da nek drug dražljaj ali pa nek drug stimulus nadomešča to, kar nam je nekoč predstavljal seks človeku kot vrsti, recimo v razvitem svetu. A je Instagram taka dopaminska bomba, da v bistvu potem ideja seksa proti njej na nek način ni več tok nadstandard, kot je bilo včasih mogoče? Ja, na nek način, čeprav mehanizem ni čist tak, no, kot pač z tega zdaj opisali, ampak ja, v tej smeri gre. Ne? Ampak v glavnem pomemben je pa tudi prvi faktor, se pravi, da je pač življenjski stil in hitrost življenja, ne, je v bistvu zelo hitra, ne? Zelo smo zaposleni z nešteto nekimi obveznostmi dnevnimi in seveda tudi pač primanjkuje časa. Pa še to je treba poudariti, da pravzaprav za spolno aktivnost, sicer to je pri posamezniku lahko zelo različno, pač je optimalni so različni deli dneva in zdaj, če smo v teh delih dneva v bistvu aktivni na nekih drugih področjih, a ne, potem pač posledično to pomeni, da ne, če pridemo zvečer vsi zmatrani domov, ne bomo zdaj se glih še s tem zabavali. Ne? To razumem, ampak spet v neki ultrakonzumerski družbi, ne, kjer je bistvo naših življenj, da použijemo čim več vsega, kar nam je na voljo, ne, bi človek lahko po tej logiki sklepal, da bomo použili tudi več seksa, sploh ker je ta zaston. Ne? Ja, ampak ne, stvar ni tako preprosta. Ne? Seveda, ne, zdaj lih to, ne, pač v smislu, zdaj tako, ker jaz gledam na stvar, tisto, kar je načeloma zaston, načeloma lih ni neki tako, kar bi nam najrajš prodajala, ne. Okay. Pa tudi vprašanje, koliko je zares vse zaston. Jaz mislim, nič ni zares zaston, ne, v končni fazi. Tudi seks, ne. A bi rekel, da je, se pravi, ta manjša spolna aktivnost mladih, da jo je treba bolj pripisovati kulturnemu kontekstu, se pravi razvoju digitalnih medijev in vsem, ali nekim biološkim? Ne, gotovo kulturnim. Okay, se pravi, ne to, da so te mikroplastika, zaradi mikroplastike, da imamo manj... Ker imamo kup svarilcev, ki pravijo, da se pravi mikroplastika, potem pesticidi, ki vplivajo tako, na hormonsko sliko, menda naj bi imeli ta moška veja homo sapiensa v razvitem svetu samo še, ne vem, par odstotkov aktivnih semenčic, kot so jih imeli naši očetje in tako naprej. Ok, mislim, ne, ampak to zdaj tukaj mešamo dve stvari, ne? Ja. Neki je pač poželenje po spolni aktivnosti, drugi pa reproduktivna sposobnost, ne? Ja. To sta dva čisto ločene stvari, načeloma pač tudi biološko gledano, sama spolna aktivnost definitivno nima edine funkcije edine priznane funkcije reprodukcijo, ampak je to pač zelo odvisno od konteksta. Zdaj to, koliko je aktivnih semenčic, ne vpliva od tega, koliko je pač nekdo zdaj potreben ali pa ne vem, koliko ne vpliva na to. Mislim, neke povezave so, ampak ni to tako, tako neposredno pač enosmerno povezano. No, tudi to se zdaj pojavlja in kup člankov, ali pa tako, če si odpreš svojo Instagram časovnico, recimo mene vsak tretji post me pravzaprav svari pred tem, da blazno zgubljam kot predstavnik generacije in sodobnega sveta na ravni testosterona. A je to zdaj nek spet marketinški trik, zato da ti prodajo vse mogoče nadomestke in neke stimuluse za testosteron, ali je res kaj na tem in da mogoče celo to vpliva? Mislim, tukaj gre za homeostazo, ne? Se pravi, pač tukaj zelo težko posplošiš, da rečeš, da je tokle testosterona nekdo rab, ne? Zato da bo učink tak ali tak. In testosteron tudi nima sam ene funkcije spet, ne? Se pravi, tudi neuromodulator v končni fazi deluje pač skupaj z drugimi hormoni, ne? Tako da v bistvu gre za neko razmerje, ne? Kjer ga pač ti rabiš neko optimalno količino v določenem trenutku, zato da pač stvari normalno funkcionirajo. Zdaj, če ga imaš preveč, to pa poznamo pri tistih, ki nekako steroidne hormone jemljajo, ne? Kot te bodybuildere, kaj so. V bistvu pri njih načeloma sam libido ali pa poželenje močno pade, ne? In tudi pač je sama spolna aktivnost zelo trpi, no, v končni fazi. Okay, se pravi, ne gre zdaj več, je bolje. To ne more biti odgovor. Kaj pa to, recimo, en tak spet, bom rekel, eno tako zelo površno videnje nam lahko recimo namigne tudi to, da naj bi manj seksali samo v razvitem svetu, medtem ko je v nerazvitem svetu ta orjaški libido človeka še vedno tako prisoten, kot je bil nekoč. To drži ali... To je težko reči, ker ne poznam nobene raziskave, ki bi to neposredno primerjala. Ja. Res je, da se pač s tem več ukvarjamo v razvitem svetu tako, v znanstvenem smislu, ne? Da je pač teh raziskav več, da je teh podatkov več, da tudi bolj stratificiramo po različnih skupinah, a ne? Pač da imamo bolj ločljive, a ne, če tako rečem, podatke v tem smislu.
Zdaj, to vezati samo na to, da je pač dejansko več rojstev v nerazvitem svetu, je težko, ker to lahko tudi pomeni, da je manj zaščite in tako dalje. Okay. Prav, tukaj govorimo z ravni predsodkov. Ste zato, da preden nadaljujemo s pogovorom, preverimo še, kaj o tem prav Ulca. Luka je spraševal, kaj si pa ljudje mimoidoči mislijo o tem, zakaj mladi danes manj seksajo. Prenatrpan urnik čez teden, preveč stresa v lifeu. Imajo izbiro, imajo više standarde. Vzpon pornografije je tudi naredil, pač, da ni neke nuje, obstajajo alternative za fizične zadovoljitve, ali kako se temu reče. Manj smo socialni. Ja, na spletnih straneh imaš dovolj. Ja, ne vem, po mojem tako v tempo življenja, da smo tudi ful bolj pač upeti vse. Pa ne vem, ta tehnologija je prinesla tudi svoje. Kako bi recimo zdaj ti to pokomentiral? Mislim, da neko pornografsko izobilje je rdeča nit teh odgovorov. Ne? Ja, mislim, sej pač nekako ti komentarji se mi zdijo kar smiselni. V glavnem ne bi pa zdaj tukaj jaz se osredotočil ali pa vse okrivil samo pornografije. Ker tukaj gre za pač nek sklop stimulusov, ki so si med sabo nekako podobni. In zdaj dobra, pornografija je en del, ampak sporedno s tem delujejo tudi, ne vem, Instagram, kaj zdaj tisti X ali kako se zdaj ponovno reče. Ne vem, TikTok, Snapchat, kaj se ga tega zdaj obstaja. Na kakšen način ta socialna omrežja, mislim, kaj je biologija ali pa znanost? Če te prav razumem, gre pravzaprav za možnost izbire. Rečeš, ok, zdaj namesto da bom seksal, se bom pa raj mal jezil, ker mi to v končni posledici ponudi neke vrste primerljivo zadovoljstvo ali pa bom raj mal zavidel. Delno gre za izbiro, ne pa čist celoti. Tukaj smo pač tudi določene mere zmanipulirani v tem smislu, da pač ta cel marketing, ki ga pač nekdo klele zadaj poganja, seveda mu prinaša neko korist in zdaj nam, če imamo okupiran ta del, nam pač se telo prilagodi tudi na način, da pravzaprav zmanjša določeno aktivnost. Mi nimamo neomejeno kapacitete za, Tole me zanima, a je možno zdaj, če rečemo recimo, zdaj algoritmi so že zdavnaj pogruntali, da nas recimo gane konflikt, pa tudi seksualizacija. Pa če se zdaj osredotočimo na seksualizacijo, recimo marketing je kar v veliki meri blazno seksualiziran. Potem na voljo nam je ves čas, cel dan neskončen stream neskončnih terabajtov pornografije, vseh pojavnosti in tako, kar je v resnici the best, ampak je možno, da mi te dražljaje pokurimo sproti, torej ne, da ostanejo ravno zaradi te vse prisotnosti seksualnega, da ostanejo te dražljaji nerealizirani, ali kako bi se izrazil. Lahko, pa morate vedeti, da za neko realizacijo, pa za zadovoljitev, se pravi, naše pričakovanja so neki, pa koliko so izpolnjena, je pa nekaj drugega. Zdaj v resnici pač, če imamo mi neka pričakovanja, se moramo zato, da bodo v določeni meri pač izpolnjena, tudi nekaj v to vložiti. In zdaj, če nimamo časa, energije in pa tudi, če so te predstave se močno spremenijo, da ratajo zelo nerealne, potem bomo to pač težko pravzaprav zadovoljili. In ko pridemo do neke, recimo, ne vem, do spolne aktivnosti enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, kukar in smo ves čas na nek način ne realiziramo te svoje potrebe oziroma tega svojega potenciala, bomo pač na neki točki potem razočarani, oziroma bomo prenehali s tem delovanjem. Štekam, oziroma da prever, če štekam, bom jaz to prevedel en tak ulični jezik. Skratka, jaz sem 18 let star poba ali pa dekle in od 13. leta naprej sem navlečen na raznotere kategorije spolnih praks in tam razvijem eno svojo zelo nišno predstavo. Kaj to seks je, recimo eno prakso, ki je precej bizarna, čeprav težko, nismo mi tukaj zato, da bi sodili, kaj je bizarno, pa kaj ne, ampak verjetno potem, ko pride do neke realizacije, pa meni to zelo težko enemu partnerju tam na morju v fjesi skomunicirati, ti posluši, mene pa recimo zanima to pa to na tak način, Ja, to je pač sigurno res, hkrati pa, tudi ko razvijamo neke predstave, če zdaj nimamo to. Mi mislimo, da nam v resnici to tisto, kar najbolj ustreza. Se pravi, mi imamo neko fantazijo in zdaj nek nabor teh fantazij je tak, da zdaj rabimo tudi dosti izkušenj, dosti časa, dosti v bistvu neke komunikacije s partnerjem, partnerkami. V glavnem, kakorkoli gre za to, da pač, ko mi to preizkušamo, moramo pravzaprav veliko komunicirati, moramo si vzeti tudi čas en za drugega. In zdaj, če tega ni, v bistvu tukaj ne znamo oziroma težko ločimo med tistimi fantazijami, ki jih imamo kot začimbo, če tako rečem, se pravi fantazijami, za katere želimo, da sam to ostanejo fantazije, in tistimi, ki jih pač dejansko želimo realizirati, da nam do kakšne mere realizirati, skratka.
pač s tem se moramo na nek način ukvarjati, tako na racionalni kot tudi intuitivni ravni. Ne? Se ti zdi, da se motivi za manj seksualne aktivnosti razlikujejo tudi glede na pač generacijo? Recimo? Se ti zdi, da recimo Miha verjetno ne seksa zaradi drugih razlogov kot jaz ne? Ali je kakšen generacijski kontekst tukaj? Ja, tukaj gotovo, saj tudi ljudje seksajo zaradi drugih razlogov, pač med generacijami, ne samo ne seksajo. Zakaj? Mislim, jaz pri 50 seksam iz kakšnih razlogov, on pri 25 pa z kakšnih. To ne vem, to morate en drugega vprašati, oziroma sama sebe, ker tukaj gre za zelo intimen, individualen del. Zdaj, gremo posplošeno, seveda pa pač gre za različne stimulus ali pa spolna aktivnost ima lahko različen namen v različnih kontekstih. Lahko je pač sam popestritev, zabava, če hočete, lahko gre pa v bistvu za poglabljanje intimnega odnosa, lahko gre za, ne vem, recimo določene prakse imajo zelo izpričano, če tako rečem, anksiolitično aktivnost, to je znano. Kaj pa to pomeni? Ja, to pomeni, da sproščajo socialni stres na nek način, ker gre za tudi to, da se endorfini sprostijo, da se sprosti, v bistvu aktivira se endokanabinoidni sistem in tako dalje, se pravi vsi ti mehanizmi, ki načeloma sproščajo predvsem te socialne oblike stresa. To se pri otrocih recimo vidi, ki so lahko tudi v vrtcu in na nek način pač, če tako rečem, masturbirajo znotraj skupine, še preden so recimo v polni meri socializirani in pač ne, to za tega, da počnejo, ker so pod socialnim stresom in je to intuitivno so ugotovili, da jih to sprošča. Ja, masturbacija je znan anksiolitik, ne? Ja, tako je. Dokazano, ne? Tudi empirično. Ampak zdaj pa, tole me zanima, ob vsej te debati bi si človek mislil, da ljudje več masturbirajo ob tem, ko manj seksajo, ampak neka raziskava pa je zdaj ne najdem, ko imam na listu, tudi to zavrača. Ne? In prav, da, mislim, celo tako daleč gre, da prav, da tukaj se raziskovalo obdobje med 2009 in 2018 in naj bi ugotovili, da 74% mladih žensk med torej 19 in 49 letom ne seksa niti torej s partnerjem niti manualno oziroma, kako bi rekli temu, masturbativno, se reče tako. Ja, mislim pač individualno. Individualno, ja, sorry. Ampak v glavnem, ja, tukaj pač spet zelo odvisen od skupine, mislim, tukaj gre tudi za metodološke vprašanja, raziskovanja teh področij, ker pač tukaj je zelo pomemben, kako ti zastavaš vzorc, kako si ti samo raziskavo pač izvedeš in tako dalje in jaz sem pri teh, pač pri interpretaciji teh virov relativno previden, no. In tudi dinamika tega je lahko zelo velika, zaprav, ko vi pač nekaj raziščete znotraj nekega vzorca, ki ste ga vzeli, je lahko, ne vem, čez 2 let situacija že zelo drugačna, ker na tem vedenskem nivoju, sploh pač nivoju na nivoju družbe, pa nekih takih kompleksnih pojavov, na katere vplivajo pač številni faktorji, pač pravzaprav zelo težko narediti nek tak generalen, splošen zaključek, ki bi veljal za vse. Je mogoče to razumeti kot nek trend, ki ima lahko v nekem relativno kratkem času zelo odločne nihaje, recimo, da se zarola nek trend in čez 2 let se bodo mladinci žgali kot nekoč. Ja, tudi to je možno, ja. Ampak v glavnem tukaj gre tudi za te različne skupine, ki jih je treba vzeti v ozir. Zdaj, če gremo v nek cis-heteronormativni okvir, naprimer so pač pri ženskah so motivi za spolno aktivnost, pa tudi za samozadovoljevanje lahko zelo drugačni, kot pri nekem recimo cis-heteronormativnem moškem ali pa neki drugi skupini. Ja, ne vem, pač tudi vzvodi, mehanizmi, nevrofiziologija v ozadju je nekako drugačna, kakšen recimo povod, v kakšnem kontekstu se to dogaja, koliko recimo časa, koliko recimo nekega miru ali pa intime nekdo potrebuje, zaradi tega, da se pač nečesa loti, koliko je recimo zdaj, kakšno je recimo stopnja poželenja, kako to vpliva na njegovo dobrobit in tako dalje. Kaj pa razlika med heteroseksualnimi pa homoseksualnimi populacijami? A kar se poželenja tiče? Kar se poželenja tiče, ker obstaja nek stereotip, da homoseksualci pa recimo seksajo pogosteje in več kot... Ja, ampak to je sam stereotip. To je stereotip, ja. Okay. Miha je na začetku že omenil, se pravi to neko, da bi starejša generacija to, da mladi manj seksamo, dojela lahko kot nekaj patološkega. Pa me zdaj v bistvu zanima, a se ti zdi, da je ta trend lahko razumeti kot dejansko nekaj mogoče patološkega ali pa nekaj vrednega neke zaskrbljenosti, ali to mogoče nek naraven trend tega, da v modernem svetu nekako spolnost gledamo na drugačen način? Ja, jaz mislim, da tukaj zelo težko govorimo o kakšni patologizaciji, sploh na nekem sistemskem nivoju ali pa tudi na individualnem, če zdaj nekdo manj seksa. Zdaj to je zelo odvisno od tega, koliko mu to dejansko ali pa ji to ustreza. Se pravi, če pač sam posameznik čuti
neko travmo zaradi tega, oziroma se sikira ali pa mu to ne ustreza, ne, pol tukaj gre za nekaj, kjer bi pač bilo mogoče smiselno pogledati malo globlje, pa se s tem več ukvarjati, ampak to gre za posameznika, posameznico zdaj. Če pa pač nekomu ustreza, da manj seksa, je pa pač to tudi čisto v redu. Ne? Se pravi, desni populisti bodo pa recimo skočili v luft, pa bodo rekli, ne, seveda je to problem širše družbe, ker ne seksate, se premalo reproduciramo, ker se ne reproduciramo dovolj, moramo delati silo, da zalijemo trg delovne sile, uvažati in drugo, skratka problem na problem. Dobro, ampak to je populizem, pač v tem smislu, to je čista ideologija. Kle gre tudi za to, da mi lahko pač ljudje lahko seksamo, kakor želimo, pa pač s primerno zaščito ne produciramo potomcev. Tako da tukaj pač v tem smislu tehnično gledano povsem drži. Dajmo za zaključek mogoče poslušati. Dajmo poslušati, ker imam še eno vprašanje za zaključek. Dajmo poslušati, v bistvu vprašanje je bilo, Luka je šel na ulico in dejansko vprašal mlade ljudi to na zelo osnovnem nivoju vprašanje, a je seks overrated? Ne. Ne vem, ko ne rečem, fajn je, ne vem. Ja, mislim, je fajn, ni overrated. Eden boljših fizičnih užitkov, kako bi rekel, to je. Ja, mogoče res je, ne, ker pač da neko čisto drugo predstavo, tako, ko vidimo po televiziji ali pa kjerkoli pač. Jaz bi tudi mogoče rekla, da ja, ker socialno mreže kar popačijo to, kar pač pride pol iz tega. Ja. Tim? Je kar povedna je ta spolna delitev. Ja, mislim, sej je nekako pričakovana, to je opažam tudi pri svojih študentih dejansko, čeprav imam v večji meri populacijo študentk, ampak ja, pač mislim, tukaj se pravim, kot sem že prej rekel, motivi pa pričakovanja na tem področju se lahko močno razlikujejo med skupinama, ne, zdaj tukaj pač imamo, predvidevam, bolj cis heteronormativno populacijo, moških in žensk, ne, ampak pač tudi tukaj znotraj tega je zelo velika raznolikost. Ne? Ta stereotip je zelo rad, pač, da se na eni točki nehamo s tem ukvarjati, koliko so recimo moški, cis heteronormativni, naprimer, ne, bolj potrebni od žensk. Ne? Ja. To dejansko ne drži. Ne? Pač v smislu pač spolna aktivnost zanima vse približno v enaki meri, samo da v različnih kontekstih, z različnim namenom, različne stimuluse potrebujemo za to, da pravzaprav dosežemo tisti svoj cilj, ne, in tako dalje. Seveda, in kultura s svojimi normami to prepoznava na takšen ali pa drugačen način. Tako. Spet odvisno od norm. Tole me zanima. Mogoče, če greva še malo čist zadnje vprašanje v neko znanstveno fantastično prihodnost. Zdaj neka ta transhumanistična ideja pravne, da bomo ljudje kot vrsta na nek način tudi svojo reprodukcijo prepustili vse bolj tehnologiji. Ne? In da bo v resnici tudi seksualnost kot neka praksa na ta način postala manj pomembna in jo mogoče nadomesti kaj drugega in da morda to, s čimer se soočamo zdaj, je samo en začetek tega trenda. Mislim, gotovo bojo tukaj pač velike spremembe v prihodnosti, če se malo z zgodovino ozremo, vidimo, da pač tudi oploditev z biomedicinsko pomočjo je veliko spremenila to dinamiko razmnoževanja, ampak ponovno poudarjam, da pravzaprav dajmo ločiti reprodukcijo pa poželenje po spolnosti oziroma spolno aktivnost, ker to ni v bistvu linearno povezan. Seveda je eden od rezultatov ali pa eden od bioloških funkcij spolnosti lahko tudi reprodukcija, ampak če sebe vprašate, kolikrat v življenju ste seksali zato, da bi imeli potomca, pa kolikrat ste seksali na splošno, boste hitro dobili odgovor, so tudi biološke funkcije pa nameni spolnosti zelo raznoliki in primarno nek druge, ne v reprodukciji. Ok, Tim, ti si biolog, mi smo pa v resnici potomci verjetno bolj libidalnih oseb, verjetno so tisti z več gona pred mnogimi generacijami nazaj naši predniki zaplodili več mladičev, ali ne drži to, ne? To je zelo težko reči, jaz ne bi rekel, da je to. Vse to smo se pogovarjali, okay. Miha, da semen count ni nujno povezan z libidom. Ne govorimo o semen countu. Jaz sem govoril si o tem, da je, se pravi, tisti, ki bi bil bolj libidalno sposoben. Ne libidalno sposoben, govorim, tisti, ki je imel voljo, je verjetno realiziral, ali kako? Mislim, voljo do česa zdaj, do potomca ali do spolnosti? Je do spolnosti. Ja, jo je realiziral, kaj pa pomeni realizacija? A so v paleolitiku sploh razlikovali, a se ti zdi, da so razlikovali, se pravi, spolnost pa reprodukcijo? To je zelo dobro vprašanje, so tukaj dejansko tudi raziskave, kjer je težko za enoznačni odgovor dati, ne, ampak načeloma, ja, mislim, trenutna težnja pride govorimo o tem, da ja, zmer bolj smo prepričani v resnico to, zaradi tega sploh prek jamskih poslikav, ko so v bistvu tega raziskovanja antropologov, se ugotavlja, da so dejansko imeli to povezavo, da spolna aktivnost lahko pomeni
pač, kakšna je povezava in da so imeli to razčiščen kukar tok, no, v glavnem relacijo med spolno aktivnostjo pa med reprodukcijo. No. Super. Jaz bi z veseljem tole debato peljal še na nedogled, ampak sled poročili in ostalega moramo končati. Tim Prezelj, najlepša hvala za tvoj čas. Ne? Hvala za povabilo.